1, 2, 1. Dobrodošli na podcastu. Jaz sem kar malo tremo, Nataša. Veš, kakšno imam jaz? Ja. V glavnem, hvala ti, ker si prišla. Definitivno Nataša podarja, da je psihična kondicija prav tako pomembna kot fizična. Je res. Res je. Mi da se še ne poznava in zato me v bistvu zanima tvoja zgodba. Se pravi, kako si ti prišla do sem, do ena izmed najprepoznavnih trenerk in motivatork v Sloveniji. Iz kje si, kako si odraščala? Lej, tako, pa v bistvu zelo simpel. No? Odraščala sem tako, mama Srbkinja, no? Oče Slovenc, športnika oba, ona je atletko trenirala, fotor jo je najdu, ko je šel v vojsko, v Vojvodino in jo pol pripeljal sem. Tako da že v bistvu smo rasli v enem takem, kaj s vem, kako ne rečem, malo zanimivi klimi, no. Mama je bila zelo taka energična, fotor malo bolj umirjen, je znal to malo umiriti. Tako da smo 4 otroci, no, imam še 2 brata, sestro, vsi smo bili v športu, no, vsi smo nekaj trenirali, vedno je bilo tako, šport je bil del nas. Tako da fotor je bil smučarski učitelj, brata isto. Ja, tako da veliko smo bili na Veliki planini, naprimer, jaz sem s fotorom hodila vsak vikend tja, ko je bil doma, no, drugače dosti delal po svetu. Tako da, ne vem, šport je bil del nas, tako da v bistvu to je bilo moje odraščanje, je bilo zelo tako, imam ful lepe spomine, odraščala sem v Kamniku, no, iz Kamnika je moja družina, tako da to, potem pa naprej, kaj ne rečem, pa sem pa v bistvu, pa se je pa moja pot odvijala nekako tako, da sem pri 18 spoznala bodočega moža, ki je bil pa profesionalni športnik, ne. Od takrat naprej, košarkaš, pa je pa v bistvu bilo nekako to 22 let moj life. Se pravi, v bistvu, ampak ti si se on na to vplival, da si v bistvu ti rekla, da boš pač fitness trenerka? Veš kaj, ne, pa jaz sem v bistvu imela skozi ta passion šport. Jaz mislim, da moraš imeti to močno, kaj jaz to predajam naprej. Jaz mislim, da sem jaz uspela tudi iz tega, ker ti imaš ogromno trenerjev, ki ima ogromno znanja, ne, veliko nekih stvari vejo, študirajo, ampak mogoče se načuti tega, da kako to močno, koliko je srcem to naprej predajaš, veš, jaz mislim, da moraš znanje tudi znati predajati, zdaj, če stvari preveč zakompliciraš, pol se ljudje odmaknejo, pri meni se pa čudi, da je to lahko del nečesa, malo več kot sam šport, ne, to je v bistvu pri meni neka filozofija, tudi kako sem šla čez neke stvari v življenju, če si šport, že kot mlada punca sem dojela, da mi to pomaga. In, v bistvu nek odmik. Ja, da je nek odmik pa neka v bistvu, tako bom rekla, postaneš močnejši, ne. V bistvu, če greš, ne vem, jaz vedno sem šla čez neke težke treninge, takrat, ko sem se v bistvu ful spucala, sem jaz videla, se eni pravijo, da je to nek način bežanje, sam jaz ne gledam tega tako, no, jaz mislim, da ima vsak nek filter in zame je pač to šport in tudi ljudi, ki so šli ljudi, ki jih treniram, sem tudi videla, da v bistvu, koliko jim je v bistvu to dejansko pomagalo. Tako da glede pa tega, da sem pa bila v neki zvezi s profesionalnim športnikom, pa sigurno, ne, midva sva bila na nek način ekipa, ne, takrat, ko smo hodili po svetu in jaz sem takrat pač to vzela, se pravi, vzela, da to tako je in jaz nobene stvari v življenju ne delam polovičarsko, no, tako bom rekla. Po svetu. Čeprav sem imela v bistvu, po svetu, čeprav sem imela v bistvu sama ful svoje potenciale, sem bila tudi pridna v šoli in tako, pa sem potem na nek način, ko sem pač šla v to neko zvezo, je pač to zahtevalo tudi neko polno mene in jaz vse, kar delam na polno, tako da sem v bistvu tudi s tem, ne, pač se veš, če si v športu je pa tako, se Boris je bil tudi znan kot zelo velik delavec in midva sva tudi, ne vem, po noč hodila, samo, ne vem, ob enih po noč sem hodila žoge podajati, pa tako, ne, je bilo tako v bistvu dost se je garal tudi v tem smislu, tako da sigurno mi je to tudi nekaj dal. Kako pa si prišla do tega, da si, ne vem, odprla gym? Veš kaj, pa sem pa se ločila jaz, ne. Pač jaz sem vedno čutila, jaz sem zelo tako, kot oseba sem ful taka, se ful razdajam, ful dajam,
Ampak sem pa mogoče imam to neko močno osebnost, da ko so stvari, ko si jaz nekaj zapičam, oziroma ko mislim, da je to neka moja pot, jo bom vseeno peljala, pa sploh, če enem obdobju mislim, da bi pa lahko imela neko podporo, pa jo nimam, ne, znam potem tudi odsekati. No. In nekako sem jaz prišla po nekem obdobju, ko smo ga mi živeli kot družina, sem prišla do neke, mogoče je bila ta prelomnica 40-ka, ne. Sem v bistvu dojela, da pa jaz nisem, pa ne vse se to mogoče tako sliši, ne sam žena, mamica, ko sem bila vedno ful predana, ampak čutila sem, da sem več, no, da v bistvu ljudje tudi, da imam neko energijo in da nisem pač rojena tle, da zdaj pač sem tam v enem, ne vem, pokrita z ruto, med štirimi stenami in the box, ampak da moram iti out of the box. In pač to mi je bilo v bistvu, jaz sem šla toliko močno vedno za tem, kar sem čutila. In tle me ni mogel nič ustavljati. Jaz tudi, ko sem, srce, tudi ko sem spoznala moža, je bil on tako malo že ful neka, pa so mi ljudje mogoče malo rekli, lej, ne, pa to, pa sem šla v to zvezo. Pa ne vem, vedno sem se na svojih stvarih učila, šla sem v to, kar sem verjela, da je dobro. In jaz tudi mislim, da na koncu sem vedno mirno spala, no, ker sem v bistvu, ne vem, dajala vedno vse v tem smislu od sebe. Nekateri ljudje to ful čutijo in zato po moje je ta moja zgodba na nek način tako uspešna v tem smislu, no, ker... Strast. Ja, pač mogoče ta malo mešana kri, ki jo imam, pač, da sem... Da sem kako pa si pa v bistvu, se pravim, ti si odprla gym, če greva zdaj gym. A si ga odprla v Kamniku? Kje bi ne, v Trzinu. V Trzinu. Ampak jaz sem odprla gym tako, ker sem imela že nek... ker sem že videla, da folk za mano gre, ne. Tako ne bi se upala gyma odpreti, sem imela že stranke, ker jaz sem delala po najetih telovadnicah, kar dosti časa. Sem si kar najemala, v bistvu v Ljubljani sem imela pri enem trenerju, tako do podneve. Veliko sem imela teh strank, so me tudi te tujke, te expats žene, ko sem me malo najdel, ko tam četena najde, pol razbobna naprej. Pa, ko sem imela pa v bistvu že kar neki folka, sem pa rekla, pa sem najela gym, pod svojim brandom, to pač, sem odprla v Trzinu telovadnico. Tako bi se okay. Ampak se je razvijalo tako, da sem bila najprej pač v nekih najemih, pa sem pa rekla, bi imela nek svoj prostor, ampak v Sloveniji je to ful težko, no. Zaradi tega, ker je ti, če si kot še vsem majhna riba, ne, se bojuješ proti vsem tem velikim fitness centrom, ki lahko spuščajo, so bilo dosti damčinške cene, tretje, tako da je kar garanje, no, to imeti svoj gym, no. Tako da v bistvu na koncu 4 leta sem imela tako svojo telovadnico, pol sem pa v bistvu itak snemala Biggest Loserja. Ti moraš biti, če ima svojo telovadnico skozi not, ker ljudje, meni je težko najti nekega trenerja, ki bi me lahko ful težko. Tako da, ampak na koncu super izkušnja, super zgodba. Si itak razumela, ne? Si na koncu. Ljudje ne razumejo. Ljudje, če imajo tebe kot trenerja, njega briga, si ti mogoče zvezda tam nekje na televiziji. On te takrat hoče imeti. Ja, valjda. Vse je pač logično, ne? Če te nekdo plača za treninge, to je čisto razumljivo. Ampak ta Biggest Loser je na nek način v tem smislu, to je reality show, ne? Ti moraš biti tam, moraš priti, če te pokličajo, če se karkoli zanimivega dogaja, prešibaš. Treninge sem imela, ne vem, z Janom sva bila velikrat že ob 6 zjutraj v telovadnici, veliko dela je bilo za kamero, ko se ga v bistvu sploh ne vidi. In na nek način je bilo težko to usporedno furati. Kako pa si šla do Biggest Loserja? So te pač poklicali, producenti, Nataša? Pač, veš, Slovenija je majčkana, saj ni toliko trenerjev, ki so zanimivi, po mojem. V tem smislu, da ima neke... Se pravi, da si več kot trener, moraš imeti pač neke stvari, ki palijo, moraš biti malo, mene tudi ni bilo, jaz sem na Biggest Loserju imela to vlogo malo bolj ne bom rekla, ampak ne negativne, ampak take v bistvu malo bolj šarf. In logično, da se je snemal vedno samo takrat, ko sem jaz znorela, ali pa ko sem bila, ne vem, drama, ne. Ampak na koncu vsem ljudje videli, da sem čustvena, ker meni se je res šlo. Je pa res, da težko zgubim. Pač, če smo se mi ful borili,
Pač meni je bilo, meni se je videlo, da mi ni vse, če smo zgubili, a ne. In to je mogoče določene ljudi zmotilo, a ne, ker se veš, vedno nekaterim je fajn, da si čistko neki indiferenten, po drugi strani pa ta zgodba ful vlekla in mi je tudi mogoče dala toliko več. Pol na koncu, ko so ljudi videli, da se pa meni res gre za ljudi, da ni tako, da se jaz nekaj igram. Pa sem svoj ego film, ampak meni se je šlo, ne. Tudi zanje, za njihovo zadoščenje, ko vem, koliko so vlagala, ne. Seveda, ja, da na koncu zmagajo. Ne? Ne vem, zdaj, velika te je bila polemika o tem, koliko je bil Biggest, če gre na Biggest Loser zdaj malo, koliko je v bistvu to zdravo. Zdaj ti kot nek profesionalc, a je to v bistvu, bom rekel, dober za njih, da hujšajo na tak način, kot so hujšali? Pa ja, jaz mislim, da je. Jaz to, ker mislim, ok, pustimo, da je to šov. In da je tako. Ampak, a veš, ljudje, ki imajo 180 ali pa 200 kil je imel Aleš, ne. Jih je se zdaj 100 kil zgubil in fura ta lifestyle, tako da on je res ful uspešna zgodba, Aleš iz Biggest prve sezone. Ampak predstavljaj si ti motivacijo, da ti človeku rečeš pol kile do 1 kilo na teden, to je kao neka una zdrava. Zdaj poglej, kje ima on cilj. Mislim, on se bo zgubil že. 10 let, ja. Ja, in v bistvu oni rabijo neko brco vrita, veš. Gre bolj za, jaz mislim, da tle ni toliko te kile. Ok, pustimo, da mogoče, da jih daš na ta kalorijski deficit, ki bi v realnem življenju ne bi toliko spuščal, a ne. Ampak, ali pa na koncu mogoče, recimo, ko se jim res gre za zmago, veš, takrat recimo, da je malo nezdravo, to smo jih mi skozi opozarjali, vsem pij vodo, vsem, vedno jih probaš usmerjati. Ja, seveda, ampak tako hočem reči, takrat, ko so te male razlike pomembne, tisti, ki ostanejo še 4 in se gre, kdo bo dobil, ne vem, tisti denar, takrat vsak stisne, ne, pač to je logično in takrat mogoče greš malo čez tisto mojo, čeprav se jih skozi opozarja, takrat, ko so tudi sami doma, ker oni so na koncu 14 dni tudi sami doma. Se verjetno so prej še slab živeli, kakor pa tam nota, ne. Ja, mislim, za njih je to za določene, je to čista rešitev, a ne. In siguren, pač tisti, ki so šli nazaj določeni, ki jim tudi ni uspel priti zelo daleč, določeni še vedno plavajo v tem svojem. A se v bistvu pa dosti hitro nazaj vrnejo tudi na kile, a ne? Zdaj, tisti, ki so res naredili ta premik v glavi, ampak par jih je, oni so top, oni športajo, oni so si spremenili življenje. Recimo, ne vem, 2-3 osebe, vem, da sta se ločile. Zaradi tega, ker ko prideš ti spremenjena nekako osebnost, ko se spreminjaš na boljše, ni nujno, da boš imel podporo doma. Ženi si bil prej mogoče super, zaradi tega, ker si v vsaki stvari ustregel, si bil prijazen, ker si bil mal pod njo. Ko greš ti mal, ko se mal na sebi začneš delati, določeni ljudje tega ne podprejo, ne. In te v bistvu V bistvu jih je strah. Ja. V bistvu, mogoče jih je tudi za razumeti, ne, saj ni zdaj tako, da bi nekoga obtoževal, ampak ja, nimaš pa mogoče do tiste podpore, ki si misliš, da jo boš imel, da jo ljudje veseli zate, niso, ne. Ja. A veš, ljudje so tudi ful negativni. Meni je bilo zanimivo, ko so, ne vem, nekateri drastično shujšali in potem so jim bližji samo rekli, ti imaš pa zdaj ful postarano kožo ali pa si ful ti visi. A veš, ljudje bojo hitro najdali spet nekaj slabega v dobri zgodbi, pa daj, zakaj nam moraš pismo dvigati ljudi? Zakaj ja, s tem se oni dvigujejo, ne? Nasploh, ljudje se s tem dvigujejo, ne? In tega je ful, ne? Ja, to je žalostno, ne? Zdaj ti si rekla v bistvu, da si mama, imaš 4 otroke. Zdaj mi povej, a so tvoji otroci tudi športniki? Ja. Ali kako v bistvu kot nekdo, ki ima doma otroka in recimo otrok ni športnik ali pa se noče gibati, kakšen nasvet je staršem? Pa ja, tako, kot si zdaj rekel, največ je zgled, a veš. Zdaj, veš, kolikrat jaz vidim tako, ali pa mi prijateljice reče, ali pa to, ko vidiš, ful je žalostno zdaj videti, ok, zdaj da najprej na tvoje vprašanje odgovorim. Jaz mislim, da največ z zgledom naredimo. Se pravi, da če se bo mama ne bo s kavča porinila, pa bo foter, ne vem, samo jedel pa bil noter za televizijo, pol boš težko to malo ga prepričal, da je dobro iti na igrišče pa žogo brcati, ne. Se pravi, fajn je, da se družina skupaj sprava, ne, greš ven. Sej to so, zato ne rabiš denarja, ti greš ven za 1 uro in se boljš počutiš, ne. Veš, tako da, ne vem, mislim, da teh stvari manjka v današnjem času, da starši skupaj z otroci kakšno stvar delajo. Vem, da smo vsi pod stresom, ampak lej, če greš za pol ure ven pa z mulcem, nekje mu boš dal ogromno enega veselja. In jaz mislim, da tle je predvsem to,
starši dajo otroke radi na kakšne aktivnosti, a veš, ampak to ni dovolj. Ti moraš, zato jaz tudi pravim, tudi če mi kdo jamra, rečem, kaj pa ti, kako pa ti pokažeš, kaj pa ti delaš. Veš, zgled je tisto, kar vleče. Ne moreš in otrok bo vedno nekako posnemal. No. Zdaj pa, sigurno je pa šlo tudi v drugo skrajnost, da imaš starše, ki forsirajo otroke na polno, čeprav sami v življenju niso bili športniki ali pa niso nič naredili. Tako da to vidim na nogometu, ki mi pravijo. Ja. In to je pa šlo spet v drugo skrajnost, ker vsi mislijo, da imajo Messi pa Ronaldo, ampak šport bi mogel biti tak za otroka igra, sploh do 12 leta, razen, ne vem, pri plavanju, golfu, nekih teh športih, ki je zgodnja specializacija, otroka bi mogel pustiti do 12 leta, da dela, kar mu paše. In da tudi čim več športov, da on se zalupi neki, da se zalupi gibanje. Da mu pokažeš, ne pa pač zepet plavati ali pa točno nekaj, to. Si rekel, da imaš 3 otroke, jaz sem rekel, da imaš 3 otroke, ampak imaš 3 otroke. Ali so tudi športniki, pa s čim se v bistvu oni ukvarjajo? Ja, vsi so v športu, sta starejši košarko igrati, po očetu, potem sta pa Tjaša je ples, tako jazz, balet pa showdance, vse so že 20, 18 pa 15. Ta malo je pa tako, pa vsi zdaj ne malo, tudi oba sinova malo ta mixed martial arts, se mi zdi, da je zdaj to tako, da je zdaj to knotar in... Tudi jaz prakticiram, pa v Kranju Redigal, A res? Super. To je super. Fajn je, pa tudi tako zanimivo, pa za fante se mi zdi res to en tak. Tudi za punce. Tudi za punce. Jaz sem tudi rekla zdaj, ko bom v bistvu, ker sem toliko zaposlena in toliko imam ogromno enih stvari v tem momentu, ampak moja želja je tudi, ko se mi stvari malo sprostijo, da si bom šla v nek tak gym in bom začela tudi malo s temi stvarmi, ker čutim, da mi je ful všeč ta zadeva. No? Ja, ful je na disciplini, na mindu. Jaz ti predlagam kakšen jiu-jitsu. Brazilski jiu-jitsu ti zna biti zanimiv. A res? Zakaj? Ja, zato, ker je v bistvu dosti igra s telesom in je za začetnika, mislim, da dosti v bistvu sploh igra, sama igra je dobra. Ne? Pa veliki je glava zraven, ne? Ogromen, dihanje, Karim je govoril prejšnji teden. Ja, sem videla. Ja, v bistvu cela ta martial arts je v bistvu dihanje, tako kot v bistvu tudi partepa. Se strinjam. Ja, in v bistvu, kako bi ti recimo nekoga, kakšni ljudje hodijo k tebi po pomoč, nasploh? Kakšne vrste strank imaš? Ful različne. Razpon, ko hodijo k meni stranke, so tam. Recimo tudi punce 18-19, pa imam pa tam do 60 let, no, pa še kakšnega čez. Različno imam, veliko imam parov, ki pridejo, moža ena, ki ne vem, so ki pridejo, pa se pol tam malo tudi tako malo skregata. Pa jim dam pa še ene par sklet svet, zato da je pol, veš, da gre to ven. Ne, se tudi že to zgodilo, ampak tako, na pozitiven način. Pridejo stvari ven, med tem, ki je težko, ali pa malo tekmujete, kva si ti zdaj pred mano, pa tako. Čak pridejo stvari ven, se pravi, ti ljudi toliko, kaj, jih brejkaš, polomaš, ali kaj? Mislim, pa ne, pa se veš kva, v bistvu ni treba zdaj to nekih ekstremnih stvari delati, se veš, enemu je težko že, ne vem, 3x20 počepov narediti ali pa tako, ne, zdaj, mislim, jaz grem vsem vedno, ne pustim, da gre trening mem. Se pravi, ti boš trening, pa jaz bom vedno tako naredila, da ko šel, boš vedel, da si bil na treningu. Se mi zdi škoda časa, tudi njihovega in denarja, da oni zdaj, da gre prepočas stvari. No? Se jaz vem, da ljudje vedno poudarjajo, pa dajmo, pa jih ful na počas jih vodiš, ampak noben nima te potrpežljivosti v današnjem času, oziroma niti, da jih v bistvu, veš, eni trenerji jih zelo na počas vodijo, zato da ljudje čim dalj vztrajajo. Jaz pri meni so konkretne stvari že zelo malo. In tudi tako malo pogruntam, kakšna je kdo osebnost, ker ne moreš z vsemi isto delati. In se pravi, če nekdo vidim, da bo kar rabo malo puša in večina je takih, da mi kar reče, jaz sem prišla k tebi, ne me pustiti, ker sem že tako po naravi lena, že tako sama ne naredim stvari. In jaz, če vidim, seveda, najprej morajo biti narejene pravilno, tehnika pravilno, ne moš ljudi lomiti, pa da se lomijo, mislim, dejansko lomiti, tako kot si rekel. Ampak jih pa dam malo čez limit. Ne vsak trening, vsake toliko časa. A se takrat človek v bistvu spremeni? Ker si prej, ko sva govorila, če se vrneva nazaj na Biggest Loser, si rekla, eni so zamenjali
mindset, so zamenjali shift. Kdaj zamenjaš shift? Sam takrat, kad ti je težko. Okay. Ampak takrat, kad ti je ful težko. Pa na splošno v življenju. Jaz sem svoje stvari začela razmišljati sam takrat, ko sem šla na tla, mislim, ko sem zadela tla, veš, ko sem v bistvu, ne vem, meni je bilo, ne vem, tudi ko sem se ločevala, parkrat toliko težko, sploh ne moram opisati, pa sem ful pozitivno, ampak meni je bilo res, jaz sem se komi premaknila od tle do une umare. Pač, to greš čez čustveno, če si taka oseba. Jaz vidim, da je zdaj ogromno nekih površinskih odnosov, stvari, ki ljudje sploh ne vem, po mojem ne razumejo, kva govoriš, ampak če si v teh stvarih pa in takrat, ki ti težko rasteš, in to je pač dejstvo, velikrat in tudi na treningu, ljudem je zdaj, ful se poudarja, ne, da mora biti vse tako, že tako smo v stresu, pa še trening stresen. Mislim, ni res, no. Vsaj kar po mojih izkušnjah. Ti se moraš en dober švic imeti, mislim, ko greš ven s telovadnice, moraš biti premočen. Tle grem pa vidimo čas ljudje čistko, koliko so prišli, grejo ven, no. In to pač, velikrat mi tudi stranke rečejo, da v bistvu, zadnjič me je ena klicala pa jokala, pač sem kakaba je, prav, šla sem v avto, sem se zjokala, od vsega tako, na trening mi je prav dal tisto, da sem se sčistila, ne. Tako da. Da da ven, ja. Da dajo ven, ja, tako da stranke imam različne, se pravi, eni res rabijo hard push, se pravi, ti, ki morajo tudi ogromne transformacije delati, morajo veliko zgubiti, ti moraš tudi prehrani dosti, moraš dajati smernice, sicer vedno moraš ljudi pustiti, ne, mal, da plavajo, zato, ker če jim ti daješ točno navodila, ka tebe enkrat ni več, se ne najde, se pravi, vedno morajo ljudi nekako se sami najdati, ne, v enem svojem sistemu. A ti imaš daj cheat day? Kakšen je ravnovesje v tvoji prehrani? Ja, imam. Jaz v bistvu ful rada tako jem, ker pri nas je tudi mami ful dober pekla pa kuhala, ne, si predstavljaš iz Vojvodine, tudi kadar smo hodili tja, to je bilo tako. Tako da, ja, imam, ampak jaz recimo zelo lepo jem, ne zato, ker bi nekaj gledala, jaz v življenju nisem bila na dieti, a ne. Tako pri meni, nikoli, tako, bi šla jaz čez neke diete, pa to pri meni tega ne boš videl, ljudje se ful čudijo, ker sem v teh stvarih zelo normalna, ampak jaz svoje telo toliko poznam, da vem, koliko rabim, vem, kdaj sem kaj pretiravala, oziroma, da sem imela premalo športa, pa je bilo to že zame preveč, jaz bom pol že s športom to nekako, v bistvu se znam balansirati, no, točno sebe poznam in tako da jaz jem normalno, zelo čez dan v bistvu ful recimo zdravo, tudi zato, ker imam več energije zaradi tega, ker če jem junk, padem in jaz si ne moram prvoščati, da padem. Se pravi, jaz moram biti skozi na nekem levelu, na neki, da v bistvu tudi drugim dajem energijo, ne, si predstavljaš, da sem jaz čisto poklapana tam. Ja, to je tako nekaj skrb, ja. Tako da zaradi tega, ne, ta dobra prehrana, zdrava prehrana, ti v bistvu to da. Drugače tako, da se nekaj prekrešim se jem tudi pomfri pa hamburger. Ja, no, to sem hodil slišati. Ja. Tako da lahko jeste vse. Sej enkrat sem tam male po Biggest Loserju pelala kaj je bil finale, pa smo šli pa kao kaj sred Ljubljane burek pa no in gremo mi in si valjda naročimo in pač res ni blonkiram benga, jaz ne vem pač, od kje so mene videli in drug dan ali čez 2 dni jaz v časopisu, no sej Nataša Gorenc pa ni tak zmaj, otroke je pelala na hamburger in sta se neka folari, ne vem, ni paparaci. Ne, ampak hočem reči, tist, ne. Jemo hamburger, itak da ga jemo. Ja, pa normalno, ja, vse to ravnovesje, tako si rekla, življenje je nasploh ravnovesje, ne samo prehrani, tudi v čustvih, v vseh stvarih, ne, v delu. Ja, tako da trening se mi zdi, tako kot smo se pogovarjali, neka taka pač, vse verjetno sam, če treniraš, veš, koliko se počutiš. Definitivno, se pravim, jaz recimo hodim v fitness, malo treniram isto MMA in to imam neko ta, veš, ravnovesje, malo kardija, malo teži in itak. Sploh zdrava prehrana, jaz recimo zdaj dosti delam, ne vem, če poznaš, verjetno poznaš intermittent fasting. Ja, no to meni zelo paše. No, evo, jaz recimo delam 16-8, tudi daj 18, danes sem recimo 17 naredil. No, to je super. Ja, in mi je, jaz se lahek sem, veš, in če imaš, tako kot ima midva verjetno cel dan nabit, od jutra do večera, shendlaš, ne? Ja, sej to. Mislim, meni tudi to zelo paše, ker tudi zjutraj mi kar napaše jest, res. In mi je ful fajn, več energije imam, no. Ampak spet to ne moram predlagati zdaj eni stranki,
treba je res videti. Ja. Nam jedo, ja. A ne, to moraš v bistvu, ja. To moraš v bistvu res pogruntati, kaj komu leži na življenjski stil in glede na navade, ki jih ima, ne, in kaj je tudi sposoben držati. Ne. Meni to pač pa še je. Kaj pa keto dieta, poznaš to? Ja, poznam. A si probala kdaj? Ne. Ne, Se pravi, jaz nisem na neke diete nikoli šla tako. Mislim, ali pa tako pač, da bi, ne vem, to v bistvu ni dieta, to je pa slog življenja, mogoče, življenjski slog. Mogoče za športnike se mi zdi v nekem obdobju to okej, da sem pa imela že tudi dietetičarje in na raznih predavanjih pa to, ko so pač povedali, da so lahko zelo slabi efekti potem, če nekdo fura lifestyle, tudi peha in te zadeve. Tako pa gripo, in so ene vrste gripa je to, ne? Tako da, jaz ne bi, mogoče bi se tle malo distancirala od teh nekih stvari, ampak moj način prehranjevanja, tudi kar je strankam svetujem, je, potrebujemo vse ogljikove hidrate, maščobe, vsa makrohranila, beljakovine. Jaz edino, kar opažam, je res, da ljudje premalo beljakovin vnesejo vase. Hidrate dobiš ti povsod, ne. Beljakovin pa ne, je pa treba malo pogledati, da je vnos ta prav, ne. Tako da Kaj pa misliš, da je najbolj, kaj je najbolj zdrava beljakovina? Jajca ali ribe? Ja, so to v bistvu zelo take klina, ne, beljakovine. Ja, siguran, ja. Ampak ljudje jaz še vedno, jaz ful malo dodatkov jemljem, skoraj noč, pa bi jih mogla več, zdaj sem jih rekla, da si moram spet en proteinski shake kupiti, ker toliko treniram, raven z tega, ker premalo dobim beljakovin v prehrani, ker tako, veš, včasih nimaš časa, da bi si kaj naredil in je beljakovinski shake v bistvu najbolj optimalna rešitev, a ne, se ga pa ljudje kar mislijo, da so to poživili, jaz ne vem, oziroma... Ja, si kar stereotipno, kada je to steroid, ja. Ampak pa jaz vedno rečem, kaj pa je moka, kaj pa je moka, moka je tudi pšenica zmleta, veš, to je podobno kot moka. Ja, se v bistvu imaš in vse je v bistvu, ne. Vse zato, a ne, tako da, mislim. Res je. Ker mislila, tako proteinski shake, jaz sem mogla kakšni stranki ful razlagati, da to res ni nič slabega, da to je fajn, da ima to sabo, zdaj sem jih malo že tako, da malo drugače gledajo, ampak res sem. Ampak to oni mešajo steroidi, po moje. Veš, proteini, steroidi in pa je to vse v isti koš, každi mečejo, a ne. Ja, ampak pa imaš pa kakšnega, eno poznanka, ful unih otrokov, unih medvedkov kupuje, veš, unke pa res ful ejo, pa umetnih, tiste neke čokoladkice, pa to. Mislim, ljudje imajo ful različno percepcijo, to je v redu, to pa ni v redu. Sami pa... Mali problem za vegetarijance pa vegane, a ne, ko morajo res, pač res pogledati, da je vnos beljakovin pravi, ne, ker tam v rastlinah je pa res pač dosti težje dobiti tako količino, a ne. Saj se da, seveda, eni so ful pridni in lepo gledajo, tako je, zagovarjam vse, vsak naj si izbere pač tist, ki mu najbolj ustreza, ja, tako je. Da jim povej, imaš zdaj to skozi gledam tvoj Instagram storije, vidim, da dosti tu paka, mi smo, mi smo pač, mi smo iz hip-hop sessiona nastali, v bistvu smo tudi hip-hop videoprodukcija itd. In kad gledam tvoje storije, vidim paka, to je bilo ful tako zanimivo. Rekla si, da je pa to glasba tvoje mladosti. Ja, ful, jaz sem ga skozi poslušala in zdaj ga še moji otroci skozi poslušajo. Kaj pa ti najbolj všeč recimo pri to paku, tako nasploh? Ma ne, on je bil res mi tak, vibe je imel ta prav. Tako, in tudi vse, kar je povedal, je imel tako nek, rima mi, če se ful najdem v njegovih besedilih, tako da... On je bil res MC, a ne? On je bil tisti, ki je res, kad danes, a ne, današnja repa, današnja glasba je ful površna, a ne? Točno tako. On pa je bil tako, milje, vse ima te neke njegove stvari, tudi kadar mi je bilo kdaj težko, sem se kar našla, no. To, da mi je super, še vedno ga tako, kar čutim do glasbo. Kaj pa še kaj poslušaš od glasbe drugače? Kaj imaš kaj na treningu? Kaj prijem jaz za tebe na trening? Benga, paka, bigija, teha? Ja, tudi še vedno. Veš kaj, ful odvisen malo, koga mama, veš. Malo odvisen, koga mama. Ampak lej, tako, kaj si rekel, če je v bistvu, če je pa tisti moj dan, me boli. Ja, to je to. Fit z Natašo, sem to prav rekel? Zdaj ta nov online program se to imenuje. Ta nov online program. Daj mi kaj več povej o tega programa, kako poteka ta program? Veš kaj, fajn je zaradi tega, ker je v bistvu,
skozi vse te izkušnje, ki jih imam, sem nekako ugotovila, kateri treningi najbolj palijo za neke ženske, recimo tudi moje starosti, pa tako, oziroma, ko greš malo naprej v leta, ko začneš malo zgubljati mišično maso, kostno maso, se začnejo dogajati neke zadeve, ki jih je fajn preprečevati, oziroma da si čim dalj v življenju fit. Tako sem nek tak trening naredila v bistvu tako za celo telo. In ful, veš kaj, ful se vidi, da imam izkušenj s tem, toliko treningov sem naredila, da resnično vem, kere kombinacije so super skupaj, kaj pali, kdaj moram v bistvu, folk mi dostikrat reče tudi na online, kaj delam, pa kva ti nas gledaš, ker jaz točno vem v počepu, ko smo, kdaj treba še 3 ponovitve, da imamo zažgene, ali pa tako, da v bistvu, da je ta efekt, Tako da, v bistvu tak programček za cel teden, dobijo, veš kaj, treninge sem skrajšala, ker sem ful videla, da se me ljudje nekako bojijo, oziroma da mogoče določeni treningi so bili prenaporni, ker res not padem, kar delam. In ni pa vsak v življenju trener, Trener mora biti malo bolj pripravljen, verjetno, Normalno, mislim, če ne verjetno ne tudi tega. Ja, sej to, pač jaz to mislim, da moraš vseeno walking the walk, talking the talk, pač vseeno moraš pokazati s zgledom, ampak vseeno so bile določene stvari, sem pol skrajšala in prilagodila za ljudi, ki dejansko ful delajo, ki so zaposlene mame, bla, 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 tako da vsak dan lahko narediš pol ure treninga, malo sem jih razdelila, da en dan delaš, samo kor, hrbet, trebuh, en dan zgoren del, spoden del, pa neke te tabate, ki so fat burnerji, te so kar tako, to je kar hardno, ko moraš kar držati tisti ritem. Pa pol 2-krat imam v živo. Tako da v bistvu vsak teden delajo, 2-krat grem live. Zaradi tega, ker sem videla, da ljudje rabijo spodbudo. To interakcija, je ful bolj, da vidijo, da si z njimi. Da si z njimi. Pa da dejansko se mi zdi, da tako, ko sem potem imela že v karanteni, sem imela tako, ko sem ti že prej rekla, ta svoj online program in sem res videla, da koliko jim pomeni to, da si v živo z njimi. Da oni vejo, mogoče tudi zamudijo trening v živo, se jih potem počaka, ampak vejo, danes je bil pa trening v živo, so že trenirali, jaz moram tudi. Veš, ljudje res rabijo community, veš, ljudje res rabijo ogromno spodbude. Ljudje imajo, sploh zdaj imam občutek, da je life kar tako, kar hard. Zaradi korone misliš pa vsega? Ja, vse skupaj. Klima se mi zdi splošno je težka, tako da kar jaz čutim, pa vidim, pa tudi zgodbe, ki jih imam, tako mamice, ki hodijo k meni, že leta in leta na treninge, pa se niso tako neke punce, da bi jamrale, ampak veš, včasih vidim, koliko je težko. Lej, ti hočeš najbolj za otroke, hočeš nekaj manevrirati, neke odnose. Odnosi so zdaj za moje pojme tisti, ki nas najbolj ali napolnjuje, ali najbolj izčrpa, skozi se moramo nekaj dokazovati. Ne moreš kar popustiti, ne moreš v bistvu tudi kar popustiti. Se veš, včasih ti težko obdavnajraš, kar deko čez glavo, pa ne bi šel ven, pa bi rekel, ampak ne moreš, ti se moraš iti ven v svet, pa se boriti, tudi včasih na slabe dneve. Tako pri meni je bilo dostikrat tisto, ful težko v koroni, ker meni je oče umrl prvi teden, ko je bila korona. Ja, hvala. In je bilo v bistvu, bil je pa tak fighter, tudi šel je čez vse neke kemoterapije, pa tukaj imel raka. In pa se je to zgodilo in jaz pač sem bila res na tleh in sem rekla, vseeno, to je moja filozofija, gremo, najraje bi se pač zaprla, pa ne bi delala, ampak na koncu sem imela ljudi, ki so name računali in sem vseeno naredila treninge, pa sem se enkrat, pred kamero kratko malo, tako mi šlo na jug, pa sem rekla, punce, sorry, Vsem nam je težko zdaj v tem času, ampak mi delamo, se fajtamo in se mi zdi neka ta filozofija, nisem perfekt, ampak to, kar delam, pa delam res rada in mislim, da toliko v bistvu enega energije dam v treninge, vem, da so dobri, da v bistvu naredijo rezultat, ja. In tudi vidim, ljudi, ki dolgo trenirajo že zraven. Ampak kako se pa ti, zdaj si, ti si tam in treniraš vse in potem vsi ti govorijo probleme. Kako se pa ti v bistvu potem, ko imaš vse to sprejeti, vse te probleme, vse te stvari, ki jih slišiš, kako ta ščit narediti, oziroma, če si to bolj čustven človek, veliko srcu jemljaš. Mene ta čustva so kar tako, moram reči, da sem mi v življenju dostikrat naredila, slabo. Vse mogoče, variacija mi vedno reče,
tudi zadnjič, ko sem nekaj ven dala tako ta program, pa nisem niti nekaj dobila recimo od trenerjev, ko sem pričakovala, ker jaz sem ful oseba, ki bom vedno prvošla in sem taka čustvena. Jaz pač res, ne vem, vse to pa res ena stvar, ki jo pa res nimam, je pa neka zlonamernost oziroma fušija. Veš, jaz, če bo nekdo dobro delal, jaz reka, super, jaz bom mogoče mene v to zmotivirala, reka, pizaj, Nataša, porin se, ampak ne bom njemu želela, ali pa da se bom kar zakrčila, vaj ta zdaj naredil, ne. Veš, tako se mi zdi nikoli, doskrat, no, ko sem jaz, ne vem, prvošla, bila dobra, pa to se mi ni mogoče v tej meri vrnil, se mi pa na drugih stvareh, no. So me pa čustva tudi mogoče včasih malo basala, no. Tako, ko veš, da čustva so vedno na koncu, če si preveč transparenten, ni najboljš, no, mogoče kdaj, ampak... Je pa prav, da srce poslušaš, a ne? Sej, če si ne moreš pomagati, a veš... Mislim, ja, točno tako, kot si rekel, če to si, pač to si, a ne, ampak ja, tudi ko mi ljudje nekako, tako, včasih mogoče res dam preveč nase, zdaj sem z leti že malo naučila se, da se nekako znam odklopati, no, da mogoče... Znaš odklopati? Mislim, znam odklopati, ja. Jaz se ne znam, a ne? Recimo, a veš? Ne vem, jaz kaj napišem mogoče, rada tudi pišem. Poezijo ali tako, dnevnik? Ne, tako, ker kakšne bloge pišem, tako, veliko imam stvari napišanih, ki še nisem niti objavila, ki v bistvu... Samoterapija, varianta. Ja, tako napišem, kakšne opažanja, opišem tako, kakšne imam občutke, ki grem tudi čez... Veš, mene tako ljudje, ki vidijo, v bistvu jaz imam res, mislim to, vedno si močna, vedno si, Nataša pis, da bo vedno speljala. Še nikoli nisem videla, da meni nekdo rekel, a ti boš. Pač, ja, jaz... Pričakuje se že to v tebi. A ne, ampak, ali pa vedno bom probala, se pravim, z nekim nasmehom, z nečim, vsako stvar bom probala tako, z nekim dobrim delom. Sama pa mogoče imam čas tudi te občutke, no, a veš, tudi mi je kdaj težko, tudi po noč ne spim, imam tudi kakšno tesno, ampak, lej, vse to nekako handlam, jaz to vzemam kot del lifea. Jaz mislim, da življenje mora biti tako malo črno-belo. Jaz tako ne bi niti po mojem mogla živeti tako, da bi bilo vse neka, tako ker je rekel, najti zaplotnik neka, čist sama ravnina, flat, jaz pač po moje bom cel life tako nekako mal se sicer probam, zdaj se tudi probam, z leti sem se malo naučila nekih energij, ki hočejo priti do mene, pa vem, da so malo damageable, ki bi me posrkale, kdorkoli je to. Zato se probam zdaj malo, zelo sem veliko, kakor sem ekstrovertirana na ven, sem tudi malo introvert. Tako, jaz sem ful rada sama, nekam grem tudi na kavo, grem tam v eno največjo pajznico, ko so tam še par unih pijancev, pa res, no, pač meni je to dobro, jaz grem tam kapuca in jaz delam svoje in jaz imam pač to rada in ful sem rada tudi sama sabo, da razmišljam stvari, tako da ne rabim nekih ful ljudi okrog sebe. Mogoče sem ratala malo posebna zdaj, ampak malo z leti sem se naučila. Veš zakaj? Zato, ker sem videla, takoj, ko ljudi spustim, to je, takoj te posrka folk. Folk, imam to energijo, pa tudi vedno bom neke neprave energije privlekla nase, imam občutek. In tako sem se probala za tega malo začeti. Prav, da rečeš ne, znaš reči ne. A veš, ljudje, ki te bi imeli ali sam zase, kot v eni škatlici, ti si pač ali moja prijateljica, ali bi bila moja, ne vem, karkoli. Ne vem, zaenkrat mi je to super, zato raje dajem to energijo na otroke, pa pač na job. Mislim, da sem zato tako uspešna, ker sem fokusirana. Kako si se pa spopadla slavo? Ker jaz prej zate nisem slišal, dokler pač nisi bila obraz The Biggest Loserja, ne? V bistvu ti si nekako to, bom rekel, slavo, bo zdaj rekla, ne, slovensko. Ja, čez noč v bistvu, tako rekoč, smo te vsi poznali, a ne? Kako se shendala ti to sploh? Veš kva, ful je bilo tako, jaz sem imela en ful pozitiven imidž, ful pozitiven. Pol je prišel loser in tako pač sem bila malo tough in še malo so me tako prikazali, a ne, Jan, moj kolega, on je bolj umirjen, bolj je tak tudi, pač on tudi ima tak način dela, a ne. Jaz sem bila polno, ne, malo žena zmaja, ker v resnici pa nisem, a veš, ne. In mi je bilo tako, ker sem tisti najprej prvič, ker sem res videla, wow, kaj je šlo to ven, pa komentarji.
ali pa tisto, ki sva mogla jih malo, ne, a veš ti kot produkcija reče, dajmo zdaj trening, mora biti tako, kaj se zagre, ne, in prvi trening, ki smo jih tam malo šopali, ne, kakšni so bili to komentarji, res. Ne spomnim 24 ur pa tam, to je tako. To je bilo bolano, res, jaz sem sam gledala, jaz pač sem bila presenečena, da to pride ven iz ljudi, kva se te, pa pol trenerji, ki vem, da, ki sem, a veš, največja fora mi je bila, ker ti moraš nekaj vedeti, da v Sloveniji malo priložnosti, sploh tega kalibra, in ogromno trenerjev je hotel biti zraven. Pač jaz sem tudi od producenta slišala, pa tako, kdo je pisal, kaj so vse pisali. Na koncu se pa čez naju pluvali najbolj, tako kako prodane duše, kva se te dva gresta in tako. Vsi pa si tretja sezona. A vsi bi to delali. Res je bilo tako. In pol, v bistvu, ampak, veš, pa sem pa, mogoče sem kdaj malo slab spala, valjda, da te malo zadane, ne bom rekla, da mi ni. Ampak, in pa predelaš, pa sem se pa sama še smejala, pa mi je bilo pa v bistvu tako. Veš kaj, kaj ti tako veš, vedno, pri takih stvarih greš v bistvu, ti veš, kdo ti si. No, vse to, ne. In če ti veš, kdo ti si, te ne more nobedeno, čisto vedno rečem. Ampak ti si imela poj switch vmesa, ne? Ti si pa v bistvu, ko si pa to svojo čustveno stran pokazala, se mi pa zdi, da si imela pa switch, ne? Ja, se to pa ja. Pa so folk je pol videl, da dejansko ni to tako. Pač, a veš, vse veš, produkcija te lahko tlej tudi, ne, jaz sem mala enkrat, res moram priznati, da sem tako pač počela, ne, ker, a veš, to je malo igra, ne. Ti moraš sprejeti, da si vseeno v produkciji si ti malo lutka. Pač kakorkoli si ti, imaš nek ego kot trener. Jaz sem pa to, pa bom delal tako, pa tako. Moraš vseeno vedeti, da če si v tem poslu malo veš, kako se stvari snemajo, pa da se lahko prikažejo drugače, ko so, ne, pa tako. Tako da, ene parkrat sem videla, ne, da vseeno, a veš, v reality, dobri reality, ne, se tako, ko so itak ful pripravljeni naprej, ne. In jaz sem določene stvari videla, da itak se, dotle pridem, tam bojo pa pola itak oni neke stvari naredili, da ne moram vplivati, ne. To je bilo meni najtežji sprejeti. Ja, ker ne veš, če sem se jaz to govorila, to tako, ne pa, da mi dajo, ne vem, modro ekipo dan prej v savno in pa so oni ful, to so bile te stvari, se kdaj so dali pa moje, ne zdaj, da bi bilo tako, ampak če jih dajo en večer prej v savno, drugi dan je pa tehtanje in dajo unim plavim, ko so na enem izzivu zmagali, recimo, zdaj ljudje narobe razumeli, kaj se zdaj tle bunim. Ampak tako govorim, kaj se dogaja, ne, na teh šovih. Se pravi, jih dajo v savno in pol oni izgubijo valjda ful več, mi smo pa cel teden vsi garali, ne. Ampak oni so bili v savni, moji pa ne. Se pravi, oni ne, so tukaj več zgubili, recimo in tle so odločale malenkosti. In ko sem jaz prvič videla, da se je to zgodilo, sem nekaj, kje ste bili večeri v savni in sem šla in sem pizdila na produkcijo in sem rekla, lej Nataša, moraš razumeti. To je tako, to smo mi hoteli, ne. To je to, ne. Ampak prijem sem jaz to dojela, se veš. Ja. Nataša, videla sem prišla skoraj do kraja. Zdaj, jaz sem zate eno presenečenje, glede na to, da si ti prva ženska na našem podcastu. A res, sem, ali kaj? Ja, prva ženska. Vse se mi je zdaj, sem te hotela vprašati, ker sem prav gledala zanče. Ja, si prva ženska na našem podcastu, zato Filip prne sceno. Sceno? Tako zdaj. Eno rožice za rožice. A res, ali kaj? Hvala, lep. Evo, ene rožice to pa za hvala rožico. po. A res. Ja, zato da Zdaj bote kar dosov spravili. Ne, no. Tako da fajnih zalivi. Ful hvala. Podcast bo itak malo odzun, v bistvu ga zdaj že gledate, da sem se izdal. Upam, da rože zdržijo vsaj en teden. Ja. Ful hvala, škoda časa pa že rost nisem dobra. Evo, vidiš. Ful ti hvala, ker si prišla, jaz pa Filip sva ti res hvaležna, sploh za to tvojo energijo, da sem te spoznal. Hvala vama. In če imaš še kakšno zaključno misel za naše poslušalce? Jaz bi rekla samo to, da naj ostanejo močni, da naj furajo dalje, da naj pač samo v svojem stilu, da ne vsak gleda nase fokus in pač delajo srcem, to je pa najbolj važen. To je bila Nataša Gorenc, mi se vidimo zopet v četrtek na Hip Hop Sessionu Smeri Bela Bagra. A boš dal tu pak? Na koncu bomo dal pa paka, ja, vzale.